Smo v Novem mestu, v Dolenjskem muzeju, kjer danes odpiramo razstavo o okupacijskih mejah na Dolenjskem. To je naslednja v seriji naših razstav o lokalnih značilnostih okupacijskih sistemov in meja v Sloveniji med drugo svetovno vojno. Tako kot vsaka razstava se tudi ta začne s nekaj uvodnimi panoji, kjer predstavimo vse slovensko situacijo o napadu in o razdelitvi slovenskega ozemlja med 4 okupatorje, med Nemce, Italijane, Madžare in Hrvate. Glavni del, ki pa je seveda zdaj lokalni, pa je na tej strani teh 9 panojev, ki ležijo tudi na tej strani mejnega kamna. Gre za original mejnega kamna, ki je ločeval Nemčijo z Italijo. Nemčija na oni strani označena s črto D, na tej strani seveda I za Italijo. Kamen je iz okolice Tržišča. Razstavljeno nekaj delov. Recimo, ta prvi del prikazuje splošne stvari v zvezi z okupacijo Dolenjske. Mejo med Nemčijo in Italijo na Dolenjskem je potegnil Hitler že prvih dneh vojne. V praksi se je stvar vlekla približno 2 meseca, da se je to postavilo v stanje, kakšnega je on določil. Opozorite treba, da meja ne teče po reki Savi, kar bi kdo pričakoval, ampak je tekla približno 10-20 metrov južneje. Tale šrafiran pas pa prikazuje prostor, ki so ga nemške vojaške sile zasedale še do junija 1941. Razmejitev je seveda pomenila hud prerez aktivnosti domačinov, prebivalstva, ki je tam živelo. Prekinjene so poti, prekinjene najrazličnejše komunikacije, težava z obdelovanjem svoje zemlje, težava s potjo v službo in tako naprej. Zato so seveda ljudje dobili najrazličnejše propustnice. V zvezi s tem ozemljem je treba opozoriti še na eno zanimivo podrobnost, ki ni tako neznana, namreč kako so se v krajih, ki so jih sicer zasedli Italijani, ljudje zbirali in protestirali, ker so želeli pod Nemčijo. Pa ne zaradi tega, ker bi imeli Nemce raje kot Italijani iz nekih emocionalnih razlogov, pač pa iz praktičnih razlogov. Poznali so, imeli so informacije, kako v Nemčiji izgleda gospodarska situacija, ker so pač ljudje bili tam gastrobajteri, tako kot nekateri tudi po drugi vojni. Ampak stvar se ni izpeljala v glavnem pod nekih teh željah. Vsekakor pa sploh ne potem, ko so čez nekaj mesecev seveda videli, da pravzaprav okupator je okupator, ne glede na to, iz katere države prihaja, in se je seveda začel znašati nad civilnim prebivalstvom. Takoj so bile vzpostavljene meje. Tu imamo primer recimo fotografije iz ceste Novo mesto-Šentjernej na Cikavi, mejni prehod iz leta 1941, pa potem še recimo stanje leta 1981 pa leta 2019 in kot primer recimo zelo zgodnih dokumentov, tole je iz maja 1941, ko je Leon Korošec, sodni uradnik, želel iz Kostanjevice v Novo mesto in seveda so dokumentacija v zvezi s tem, kako je on potem to dovoljenje pridobil. Menda se ni vrnil nazaj v Kostanjevico, čeprav na dokumentu piše, da je za obe smeri. Druga značilnost, ki je treba omeniti, je seveda, da moramo zopet opozoriti na eno napačno predstavo, ki jo imamo Slovenci v zvezi z drugo svetovno vojno, v zvezi z ožičenjem. Vsi imamo predstavo, kako je bila ožičena Ljubljana, ampak Ljubljana ni edina, ki je bila ožičena. Recimo, tu imamo na zemljevidu zelo natančno narisano na osnovi partizanskih skic in pa dela na terenu, kako je bilo recimo kako je bilo Novo mesto obkroženo z fortifikacijskim sistemom bunkerjev in pa žic, seveda zaradi zaščite mesta, tudi povezavi s tem, da recimo Italijani 1942 precej postojank na podeželju ukinejo in se koncentrirajo v večja mesta. Še bolj kompleksen pa je recimo problem Šentjerneja, kjer sicer zaradi nepopolnoma natančnih podatkov sicer nismo narisali žice, ampak iz nekih partizanskih dokumentov se izkazuje, da je bil kraj na posameznih segmentih dvakrat ožičen. Hkrati pa smo imeli nekaj kilometrov izven Šentjerneja pa še eno drugo zaporo, to je bila pa italijanska zapora, ko so gradili žično zaporo od Kostanjevice mimo Šentjerneja proti Dolžu, da bi zaprli pot partizanom iz Gorjancev v dolino. In torej, če so iz Gornjega Vrhpolja, to je malo nižje od Tule, želeli v Šentjernej, so morali 3-krat čez cestno zaporo.
Posebna usoda je seveda doletela tudi 5 vasi na najvzhodnejšem koncu Dolenjske, namreč po nekem sporozumu med Nemci in Hrvaško iz NDH-jem so kot neko kompenzacijo za neka druge ozemlja, so NDH-jevci lahko okupirali teh nekaj vasi, kjer je bil seveda mejni režim enak kot sicer na nemško-italijanski meji, torej tudi tukaj. Ožičena meja, stražni stolpi, minska polja, ki so terjale žrtve, kar lahko vidimo tudi tukaj na fotografiji, ali pa recimo tule imamo Alojza Godca, ki stoji zraven spomenika v slovenski vasi, na katerem je napisan njegov brat. Tu spodaj vidimo pa izpisek iz matične knjige, kjer je smrt njegovega brata zapisana in kot vzrok smrti ubila ga je Mina ga je pa ubila tule nekje pri Ponikvah. Te vasi so bile formalno tudi potem vključeno v NDH, recimo tam imamo iz hrvaškega uradnega lista, kako so te občine, te kraje priključili v občino Bregana. In zadnje 2 panoja pa sta posvežena že omenjeni prej tisti italijanski zaporni meji. Vidimo od Krke okoli Kostanjevice, mimo Imenja, Šmarja, Tolstega vrha, Suhadola, Jurjevca proti Dolžu. Te rdeče različne pike, modre in druge barve označujejo različne vrste bunkerjev oziroma različne stopnje gradnje bunkerja, pa različno opremljenost bunkerja. Nekateri so bili betonski, nekateri leseni. Kar nekaj teh ostankov te italijanske fortifikacije se še najde, recimo žica v gozdu ali ostanki bunkerjev. Kako pa so to Italijani fortificirali, pa nam je lepo povedal Stanislav Sluga, ker je bil pač mladoleten, takrat je bil star 15 let, lepo pojasnil, kako so Italijani to žičnato ograjo delali, torej zabili kole, okoli njih namotali žico, potem to žico raztegnili in na koncu 3 žice postavili v nek tak tunel, ki je bil pač, ta žica je potem šla od enega do sosednjega bunkerja. To so Italijani delali še avgusta 1943, ko je formalno celo fašizem že padel, pa celo se je že kazal konec vojne. Poleg tehle panojev, na katerih pač pripovedujemo zgodbo, smo, kot že rečeno, videli, tule imamo mejni kamen med Nemčijo in Italijo. Še en mejni kamen, kjer nismo še uspeli popolnoma natančno razjasniti se oznake tega kamnata, je iz okolice Malenc pri Kostanjevici na Krki in potem nekaj dokumentov, tam v sredini nekaj dokumentov, ki so sicer predstavljeni tudi na panoju, torej neke propustnice za gibanje po ljubljanski pokrajini, pa ostanki bodeče žice iz te italijanske zaporne meje, ki jih, kot rečeno, te ostanke lahko najdete še v gozdu, če le seveda veste, kje približno je ta meja potekala, bo se zlahka te ostanke še našli. Poseben del razstave so intervjuji. Predstavljenih je 45 intervjujev, ki smo jih naredili z priševalci različnih generacij na Dolenjskem. To pravzaprav pa gre za isti material, ki ga lahko najdete tudi na našem Facebook profilu Okupacijske meje, ki si ga lahko ogledate in tam najdete seveda še kaj drugega, ne zgolj danes posvečeni Dolenjski, pač pa še ostale regije, ki smo jih v svoji razstavi pokrili.